Če si se znašel tukajle, je varianta A, da želiš svoje programe, bodisi klasične ali pa online, nekako bolj spraviti v svet, da jih vidi več ljudi, oziroma da tvoje delavnice, programe, tečaje obišče več ljudi, oziroma da več ljudi izve za njih. Ali pa B, si mogoče že nekaj časa na trgu, delaš marketing, širiš, bom rekla, besedo o svojih programih in gradiš svojo spletno prezenco, ampak si prišel mogoče do neke točke, ko je vsega preveč, ko so stvari ratale mogoče malo zmedene, ko mogoče zmanjka idej, kako se sploh lotiti marketinga, ko zmanjka idej, o čem sploh govoriti in pisati in tako naprej. Zdaj, če se še ne poznava, sem Marija Maruša Jovanovič oziroma Maruša na kratko. S spletnim svetom sem na ti nekje 20 let. Večino te kariere sem sicer gradila spletne tečaje, ampak ker samo spletni tečaji, samo to, da zgradimo, še ne pomeni, da bojo prišli, je seveda zraven vedno prišel z roko v roki tudi marketing in to, da o svojih tečajih in programih sporočamo in gradimo, bom rekla, to svojo spletno prezenco. Pred parimi leti se mi je zgodilo, da sem po parih letih, namreč na lastni samostojni poti sem nekje 8 let in nekje tam po 4-5 letih te samostojne poti se mi je zgodilo, da sem prišla do točke, ker sem imela vsega poln kufer. Pojavljanje na spletu, pisanje objav in tako naprej, grajenje neke spletne prezence in vseh teh zadev in sem rekla, okej, zdaj jaz rabim majčkeno bolj eno konkretno strukturo. Ker namreč, ali sem delala neke citate, ki niso nikomur nič pomenili, ne, človek se ob nekem citatu ustavil, reče, tole je pa super, malo za razmislek, ali sem pa delila svoje znanje, ki sem ga dejansko sicer delila v svojih delavnicah in programih in spet ni imelo nobenega smisla, ker pač se mi je zdelo po eni strani, da se razdajam, po drugi strani se mi je zdelo, da je nefer do strank, ki to dejansko kupujejo. Tako da moj prvi korak je bil, da sem pravzaprav naredila, da sem prišla do enega sistema, do ene smiselne strukture, ki mi da en okvir, da jaz to lahko počnem konstantno in da sem konstantno prisotna. V bistvu v zadnjih 4-5 letih praktično skoraj ni dneva, definitivno pa ne tedna, ko ne bi bila prisotna online. Ne rabim nobenih detoksov in takih zadev, skratka, ker imam, bom rekla, toliko nekako vzpostavljen sistem in ker vem, kaj želim sporočati in kako želim sporočati. Se mi je pa potem na neki točki zgodila situacija, da sem ugotovila, da moj glas ne doseže ljudi, da ne doseže pravih ljudi, da ne doseže, da se malo izgublja. Namreč vemo, da odkar je šel ves svet na splet, tamle po letu 2020, je na spletu še več hrupa, še več vsega, vsi nekaj prodajamo, še več tistih ljudi, ki sicer niso bili prej spletno prisotni, jih je več prisotnih in tako naprej. Tako da sem začela raziskovati še en del te spletne prisotnosti in marketinga in tako naprej. In sicer, kako res damo mi ven sebe. Ja, to se pravi v tem smislu, kako, pa to vprašanje pravzaprav štarta že pri vprašanju, katere produkte oblikujemo, v kakšni obliki jih oblikujemo, koga nagovarjamo, s kom želimo delati in vse te zadeve in potem seveda to pelje tudi do tega, kakšen glas želimo dati svetu oziroma s kakšnim glasom želimo biti prepoznavni in kako ta glas in sebe dati v ta naš marketing. Ker kaj se zgodi, ko mi, jaz temu rečem, najdemo sebe, torej ko mi najdemo tisto notranjo pikico, ali kako ne rečem, tisto iskrico, je potem vse skupaj lažje. Lažje najdemo teme, o katerih govorimo, lažje izrazimo sebe, bolj je naš glas unikaten in tako naprej. In s tem v mislih sem pravzaprav zgradila tudi tale program, ki je v resnici več kot program, bom razložila, zakaj gre. Spletni map oziroma MAP oziroma marketing za avtorje programov ali pa marketing oziroma marketinški akcijski partner ali pa marketinški zemljevid, skratka kakorkoli ga že poimenuješ, je res neke vrste zemljevid, namreč celotna filozofija je tukaj narejena na tem, da te peljem skozi procese, ki so v online biznisu standardni. Skratka, v
online biznisu in v marketingu pač določene stvari veljajo že praktično ne samo več 10 let, ampak mislim, ne samo, ne vem, zadnjih 20-30 let, odkar je tehnologija, ampak praktično več 10 let. Skratka, neki procesi so, ki so klasični, ki te pravzaprav pripeljajo do tega, kaj je treba delati. Na tej poti pa pravzaprav odkrivaš sebe, ja, ker v bistvu gre za to, da če želiš, da bo marketing deloval zate, v smislu, da te slišijo pravi ljudje, tisti, ki jim je tvoje sporočilo namenjeno in tisti, s katerimi res želiš delati, in pa če želiš, da bo to lahkotno zate, mora biti vse skupaj usklajeno s tabo. Ja? V tem kontekstu, da moramo znati izraziti sebe. Naš marketing mora biti odsev nas, ne pa nekoga, ki je rekel, tako pa tako delaj ali pa tako formulo uporabi. Tako da sem zgradila celotno zadevo na ta način, da te v prvih 6 korakih, in jaz rečem 6 korakov, približno nekje 7 dni po 2 do 3 ure dela na biznisu, skratka tako te vodim skozi video mentorje, torej vse vsebine so posnete, skozi video mentorje, video vodiče, te vodim na ta način, kot da sediva skupaj 1 na 1 in te vodim, da razmišljaš, da pripravljaš stvari, da kreiraš vsebine in tako naprej, vendar na tak način, da ti pravzaprav odkrivaš sebe, odkrivaš svoj glas, odkrivaš svoje produkte, to, kaj želiš pravzaprav dati svetu. Skratka, 7 dni, program je res narejen, tudi v preteklosti sem sama vodila programe, ki so večmesečni, pa sem gotovila, da pravzaprav se da vse stvari narediti v zelo kratkem času, torej v nekje 7 dneh, po 2 do 3 ure konkretnega dela na tvojem biznisu. Torej, to ni samo, da malo poslušaš, pa ugotavljaš, kaj narediti, ne, takoj sproti delava zadeve. Zdaj seveda lahko to vzameš 7 dni v enem tednu, lahko je to 7 dni v razponu 14 dni ali pa 7 dni v razponu 7 tednov. Skratka, greš čez ta proces odkrivanja samega sebe, kreiranja oziroma postavljanja teh temeljev svojega biznisa. Potem je pa pravzaprav vsa poanta, na kateri je treba ves čas v biznisu delati, je to, da na eni strani pridobivamo stranke in na drugi strani aktivno ponujamo naše programe. Zdaj, jaz sem to v določeni fazi še posemplirala, kar pomeni, da v bistvu pravzaprav gradimo in svojo spletno prezenco in probamo pridobivati stranke skozi, bom rekla, to našo prisotnost in skozi našo aktivno prodajo. In ta aktivna prodaja, jaz vem, da beseda prodaja ima pri marsikomu, zlasti pri nas coachih, mentorjih, izobraževalcih, svetovalcih, majčko negativno konotacijo, tako da tukaj jo preoblikujem tudi mogoče v to, torej si lahko predstavljaš, da gre pravzaprav za aktivno ponujanje naših programov, zato da v bistvu pravzaprav naši programi dosežejo tiste ljudi, ki so jim namenjeni, in v bistvu aktivna prodaja, aktivno ponujanje, torej je tisto, kar je pravzaprav potrebno ves čas delati, na čemer je treba ves čas delati. Ja? Torej, tukaj moja filozofija ne temelji na tem, da naredimo en oglas, naredimo en program, en oglas in gremo na Havaje, ne? Ampak pravzaprav ves čas gradimo to ta naš biznis skozi različne programe, skozi različne oblike, različne načine dela, tako da na začetku res pogledamo pravzaprav, kaj se nam splača zgraditi, v kakšni obliki, komu je to namenjeno, kakšno pozicijo ima v našem biznisu, na kakšen način bomo to promovirali in potem naprej gradimo pravzaprav vse do te naše prodajnih kampanj, če jim lahko tako rečem, no. In pravzaprav, ker vem, da se pravzaprav ta, jaz si rečem, marketinško-prodajna mišica gradi in krepi počasi, vztrajno, skozi različne naše aktivnosti, sem seveda ob tebi še celo leto na voljo za support v obliki, zdaj kakšne oblike imamo, to se pravi, osnovna zadeva je posneta v obliki torej teh nekih 6 korakov, ki sicer vzamejo 7 dni, no. Torej, to je posneto, potem pa v bistvu sem s tabo bom rekla, če se odločiš za različico za samostojno učenje, sem s tabo na voljo tudi enkrat mesečno na Zoom srečanjih. Ta Zoom srečanja sem poimenovala, ena Zoom srečanja so poimenovana Zoom mesečni pospeševalnik, to je 3. petek v mesecu od 9. do 10. ure. Sedimo skupaj in planiramo, pospešujemo kreiramo naše aktivnosti za prihajajoče obdobje. Takrat je priložnost, da seveda prideš in malo pobrainstormamo,
kaj pripravljaš, na kakšen način pripravljaš, oziroma ti pomagamo mogoče večkrat na brainstormati zadeve, najdati, bom rekla, rešitve in aktivnosti, ki so bolj usklajene s tabo. Enkrat mesečno so pa na voljo tudi Zoom delavnice, to so pa praktične delavnice, zdaj načeloma trenutno jih je sklop 6, poimenovala sem jih spletni kreator, ker kreiramo dejansko konkretne zadeve, ki so potrebne za online biznis. To se pravi, te delavnice so praktične delavnice, na katerih delamo recimo, ne vem, prodajno stran, promocijski predstavitveni program, učimo se online programe kreirati in tako naprej. Skratka, to so take praktične delavnice, kjer te v bistvu, bom rekla, tako večkrat nežno brcnemo rit, da pravzaprav narediš prve korake. Poleg tega pa seveda je celotna zadeva postavljena v moji spletni skupnosti, v EduGoDaxis spletnem hubu, kjer sem seveda ves čas na voljo za dodatne usmeritve. V smislu, Maruša, ne vem, kje naj najdem, kako naj nadaljujem to, Maruša, ne vem, kje naj najdem to pa to zadevo, Maruša, prišel sem do te točke, kaj misliš, kam lahko pogledam oziroma kam naj se usmeram naprej in tako naprej. Skratka, ene take hitre rešitve, ki vam jih lahko podam v sami spletni skupnosti. Zdaj, zadev se lotevamo z večjih vidikov. Na eni strani iz strateškega, to se pravi tega, bom rekla, jaz včasih raje rečem tukaj vizionarskega, torej kako to našo vizijo spremeniti v strategijo. To se pravi strategija kot pot, ki nas bo pripeljala do, bom rekla, neke te profitabilnosti, skratka, kako to našo vizijo, našo srčno vizijo spremeniti v to neko konkretno strategijo. Potem iz druge smeri se dotikamo tega vsebinsko, torej kako zgraditi vsebine, kje najdete v bistvu pravzaprav vsebino, kje najdete ideje, predvsem pa to iz tega vidika vsebino, da dajemo v to vsebino nas. To se pravi, ne toliko, da gremo zdaj v ChatGPT, pa mu rečemo, da nam vse naredi, ampak da res dajemo nas. Zakaj? Zato, ker ljudje kupujejo nas, naše vrednote, naša prepričanja, naše poglede in tudi konec koncev, ko delajo z nami v naših programih, bodisi posnetih ali pa klasičnih, delajo z nami, torej human to human, človek človeku. Skratka, dodajamo torej v to vsebino, torej tudi nas. Tretji vidik, ki se ga dotikamo, je organizacijski vidik. Skratka, tukaj je kar nekaj, bom rekla, dela, če lahko tako rečem, ni pa toliko. Zdaj tukaj res bi želela pomiriti v tem smislu, praktično s parimi urami dela na teden, res lahko gradimo nek tak dolgoročen, vzdržnosten oziroma trajnosten naš biznis. Bolj je pa tukaj poanta v tem, da če želimo, da stvari delujejo, da funkcionirajo za nas, da nam ne poberejo, ne vem, preveč energije, je fino, da smo dobro organizirani. In tukaj pravzaprav dodajam, poleg nekih, bom rekla, tipsov in triksov, to se pravi, poleg nekih, tudi bom rekla, nekih nasvetov in vsega tega, je dodano noter v tem programu, torej sem nekaj, da je več kot program, skratka je dodana tudi rešitev oziroma orodje, jaz sem ga poimenovala e-manager, ker je vsa poanta od tega, da v bistvu vse damo ven iz glave in damo v tega e-managerja, ki nam potem drži časovnico in kaže, kaj smo si zastavili za narediti, kaže nam časovnico, kaj imamo za narediti in pa to je tudi prostor, kamor lahko pravzaprav zbiraš vse ideje, da jih ne nosiš v glavi, ker pravzaprav to, da nosimo neke stvari v glavi, samo še povečuje našo napetost in stres in vse te zadeve. Zdaj, jaz se zavedam, kot nekdo, ki je tudi sam na svoji samostojni poti že toliko časa, da grajenje solo biznisa niso samo strategije, tehnologije, mimogrede, četrta stvar je tudi tehnologija, skratka, tudi tehnično te podprem pri vseh zadevah, ki so pač, bom rekla, tiste osnovne zadeve od email marketinga do tudi spletne strani oziroma postavljanja landing strani do snemanja in vsega tega. Tako da tista stvar, ki pa želim še dodatno poudariti tukaj, je pa to, da se zavedam, da ni vse samo v strategijah, tehnologiji in tako naprej. Tako da del programa temeljim tudi na tem, da, jaz temu rečem, krepimo naš živčni sistem, da krepimo naš mindset. Skratka, dodana je torej tudi tako imenovana mindset orodjarna, kjer dodajam različna orodja, ki jih spoznam na poti, ki so služila meni in vas usmeram, kako ta orodja v bistvu tudi uporabiti, oziroma vas usmeram na, kje iskati nadaljne informacije in kako pravzaprav uvesti
v svoje biznis življenje tudi to ravnovesje z vidika mindseta in z vidika uravnovešenega živčnega sistema. Tako da, za tistega, ki pa bi želeli mogoče majčkeno več osebne, individualne, zasebne podpore, je pa celotna zadeva zelo preprosto zastavljena, prav z mislimi na tiste, ki želite več fleksibilnosti tudi pri individualnem suportu. Namreč, zadeve se lahko lotimo tako. Lahko kupiš program za samostojno učenje, ker je pač tam vsa osnova, kar pomeni, tudi če midva delava individualno, to se pravi tudi, če kupiš paket, ki je čisto celotno individualen, pomeni, da dobiš program za samostojno učenje oziroma vsebine, video mentorje, dobiš dostop do vsega, kar je na voljo v okviru tega samostojnega učenja, torej vsa celotna podpora. Potem je pa tako, če želiš čisto individualno od začetka, torej potem vzameš lahko paket individualne podpore, individualno 1 na 1, kjer delava stvari že od začetka, tudi vse osnove pregledava 1 na 1. Torej tam so nekje 3 do 5 srečanj, odvisno ali si bolj začetnik ali imaš stvari že postavljene. Torej od tega je odvisno, koliko srečanj in koliko globoko in tudi v končni fazi, kakšna je cena. Tako da to štartava vedno individualno, štartava vedno pač s tem, da se najprej slišva, da vidiva, kje sva, da določiva paket in tako naprej. Druga opcija, še bolj fleksibilna opcija individualnega sodelovanja je pa to, da vzameš paket za samostojno učenje, torej cenejšo različico, potem pa kadarkoli želiš individualno zasebno podporo, lahko prideš na mini 1 na 1. Torej, razlika med tem je torej, če že štartaš z individualnim 1 na 1, greva od začetka 1 na 1 in torej imava več srečanj. Dodatna opcija je pa to, da sicer kupiš paket za samostojno učenje in potem po potrebi mini srečanja 1 na 1. Seveda tudi pri paketu, tistem, kjer štartava 1 na 1 in kjer delava poglobljeno 1 na 1, lahko kadarkoli kasneje še dokupiš kakšen mini paket. Zlasti te mini paketi, mini srečanja 1 na 1, to so 45-minutna srečanja, so namenjena predvsem temu, da v bistvu potem lahko posamezne prodajne akcije, prodajne kampanje, to se pravi, ko prodajaš, promoviraš neko delavnico, program, tečaj, da lahko prideš k meni, se posvetiva temu 1 na 1, pogledava, kaj bi se dalo narediti, pogledava v bistvu tudi, če imaš kakšne ovire, pogledava, kako te ovire preideti oziroma poiščeva drugačne načine dela in tako naprej. Skratka, en tak fleksibilen način individualnega dela, če pa želiš, to se pravi, v celoti biti samostojen, delati sam, pa seveda štartaš z paketom za samostojno učenje in potem se nam po želji in potrebah pridružuješ bodisi na e-delavnicah, praktičnih Zoom delavnicah v okviru programa Spletni kreator ali pa na Zoom srečanjih, torej na Zoom pospeševalnikih.